Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in spet se vam oglašam z moje kuhinje. In sicer danes vam bom pokazala, kako jaz sestavljam to zdravo sladico, to sestavljanko. Moja prijateljica me je prosila, daj mi prosim recept, pa se mi zdi, da mogoče bi tudi vas zanimalo, kako se to pripravi, ker boste videli, kako enostavno je pripraviti to sladico, odlična je in še zdrava za povrh. Tako da v glavnem, jaz bom od spodaj dala v kozarec neoluščeno proso. In sicer kavni mlinček imam tukaj, dala sem kar pošteno dozo tega neoluščenega prosa in zdaj bom to zmiksala, dejansko ne zmiksala, zmlela v kavnem mlinčku, tako da nastane da se zmeljajo semena, ker vemo, da semena sama po sebi, recimo lahko date tudi lanena semena, ker lanena semena pa neoluščeno proso je treba mleti. Predvsem tega ne uporabljate nezmletega. No, glejte, tako hitro je nastalo to, se je zmlelo. In zdaj dam vsak kozarec po eno žlico tega prosa. In to je zdaj osnova. Zadnjič sem jedla eno tako sestavljanko, so bili od spodaj keksi. Zdaj jaz sama nisem glih navdušena nad glutenom, tako da in načeloma vemo, da keksi imajo zelo visok glikemični indeks, tako da sem bolj navdušena nad žiti, ker žita imajo tako ali tako nizek glikemični indeks. Takole, super. No, zdaj sem razdelila po kozarcih. In glede na to, da proso je vseeno, rabi zdaj nekaj mokrega. Jaz imam tukaj, imam zmrznjene borovnice in bom dala vsak kozarec eno žlico borovnic. Kar zmrznjenih direktno, zato ker tako se bojo potem stajale in ko se bojo odtajale, bojo spustile vodo. In neoluščeno proso bo pa dejansko to zmleto proso posrkalo to tekočino in zaradi tega potem postane to čisto užitna zadeva. Takole, zmrznjene borovničke damo čez. Vidite, da nič kaj ne šparam pri tem, koliko jih dam. Napolnila bom ta kozarec s temi zdravimi sestavinami. Tako da zdaj, če še mečkam dodam tukaj. No, pa še prvi kozarec, takole. No, tukaj imamo zdaj že prve sestavine, takole, borovničke. Zdaj pa čez borovnice bom pa dala, meni je pri teh zadevah bolj všeč grški jogurt. Če grški jogurt kupujete, ga ne kupujte nikdar z 10% mlečne maščobe, zato ker to je skoraj smetana. Jaz kupujem tega, ki ima 2% mlečne maščobe, je čisto zadost, pa majčkeno bolj čvrst je kot navadni jogurt. Zdaj, razen, če ga pripravite sami, ali pa ta čvrsti navadni jogurt bi tudi šel tukaj noter zelo, zelo dober. No, tako da zdaj damo vsak kozarec, damo žlico, 2 grškega jogurta, no, malo pa sam, ampak ok, se lahko potem to obrišemo. To je zdaj pripravljena sladica za čez par ur. Glede na to, da imamo tukaj zmrznjene borovnice, se morajo dejansko odtajati in to ne more biti zdaj, ne vem, čez pol ure postreženo, ker zmrznjene borovnice niso glih fajn za hrustati. Glede na to, da neoluščeno proso je majčkeno ni sladko. Borovnice vemo, da niso sladke, jogurt ni sladek. Mogoče je pametno čez dati majčkeno medu. Tako da zelo lepo paše, tako da date čez navadni jogurt, vsak kozarec, eno žličko medu. Da lahko rečemo, da je to zdaj sladica, ampak je res zdrava sladica. Za med vemo, da ima antioksidante v sebi, takole. Med vedno dajemo ali z plastično žličko ali pa leseno žličko, nikdar ne uporabljamo kovinske žličke. Ravno tako bi mogli uporabljati
plastično ali pa leseno žličko takrat, ko mešamo limonado. Zato, ker limonado, če jo mešamo z kovinsko žličko, dejansko te dobre sestavine, predvsem pa C-vitamin, že oksidira. No, tako. Tukaj imam zdaj med čez. Glejte, zdaj že nastane takole. A vidite? Se pravi, proso, borovnice, čez je jogurt, med. Zdaj pa, kaj bomo čez dali? Čez bom pa zdaj dala še majčkaj čija semen. Takole, čija semena. Ker čija semena pa vemo, da bodo močno nabreknila in da to nastane taka gosta zadeva. In glede na to, da vemo, da čija semena potrebujejo kar nekaj tekočine, bom zdaj vse skupaj zalila z navadnim jogurtom. Takole, da nastane tako, gledajte, zalijem, da nastane nekako zglihana zadeva na vrhu. Navadni jogurt, takole, še tukaj, super. In za povrhu dodam, lahko date zmrznjene gozdne sadeže, jaz imam tukaj sveže maline in čez naložimo še maline, takole, tole bo božansko. Lahko uporabite seveda tudi jagode, zdajle se pač dobijo, takole, vidite, vsako kupico, 2-3 maline, tako večkrat za dekoracijo, to pride pa res božanskega okusa. Takole še eno vsako dam, takole, no ja, tale pa ne bo šla sem, da vidimo, tale pa bo, tako. In zdaj vam pokažem, kaj je nastalo, kjer se vidi, takole. Zdaj, če pogledamo tole, ja, nam reka, da je to vrhunec umetnosti, absolutno ne, ampak spodaj neoluščeno proso, potem borovnice, potem grški jogurt, potreseno čez, potem med, pa čija semena in čez še sem dala tukaj maline. In to je zdaj sladica za jutri, zjutraj ob kavi, lahko kot dopoldanska malica, lahko kot popoldanska malica. V vsakem primeru je to nasitna zadeva, pa zelo, zelo dobrega okusa. Tako da, igrajte se z okusi, ker življenje, ker ljubezen gre preko jezika in preko želodca. In če želimo občutiti, da smo dobro v svoji koži, ja, je osnova tudi to, da dobro jemo. Tako da uživajte in delajte vse to zato, ker se imate radi in ker z veseljem poskrbite za svoje zdravje. Uživajte, vse dobro in pripravite si takole zdravo sledico.